začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu. In beseda je ljubezen. In brez besede ne nastane nič. Vse, kar vidimo, vse, kar smo, je zaradi besede, zaradi ljubezni. Ljubezen je alfa in omega. Je tudi začetek, pa tudi konec. Če pa je vmes tudi ljubezen, je pa to raj na zemlji. In ustvarjeni smo bili z ljubeznijo. In če živimo z ljubeznijo, smo Božji otroci, Božje hčere in Božji sinovi. In pomembno je, da se zavedamo, kdo smo in kaj smo, od kod prihajamo in kam odhajamo. Ker Bog je življenje, Bog je ljubezen. In vse, kar je ustvarjeno, je bilo ustvarjeno z ljubeznijo. In ko pridemo na ta prelepi svet, ki je bil ustvarjen za nas, za Božje otroke, smo bili čista ljubezen. In zaradi kakršnih koli razlogov, če na en način zapustimo izvor življenja, izvor ljubezni, pridejo problemi, pride bolečina, žalost, bolezni, strahovi, jeze, apatije, depresije in tudi smrt. In če se človek odloči, da se bo ponovno povezal z izvorom življenja, potem se zgodi preobrat. Iz noči prestopimo ponovno v luč, v življenje, v ljubezen. In od to čudežna ozdravljenja, od tod čudeži, ki niso čudeži, če pogledamo iz vidika stvarstva, ki je bilo ustvarjeno z ljubeznijo. In če stvarstvo sprejema to ljubezen, je stvarstvo lepo, blagodejno, blagoslovljeno in ljudje so srečni, zdravi, v harmoniji drug z drugim. Odsotnost ljubezni je prisotnost bolečine, vojne, smrti. In ko se ponovno odločimo za ljubezen, ko se ponovno povežemo z ljubeznijo, se vrne radost, se vrne življenje in beseda, ki postane meso, je beseda, ki je blagoslov za vsakogar. Zato je tako pomembno, da smo to, kar smo. Da smo otroci ljubezni. Da smo to, kar nas je Bog ustvaril. Ustvaril nas je za življenje, za ljubezen, za rojevanje, za radost, za kreacije. Ljudje, ki niso ljubezen, so bolani, so problem zase in tudi za bližnje. In tako je enostavno se povezati z ljubeznijo, jo sprejeti v srce, biti hvaležen, da jo imamo kot zastonjski dar z neba, da jo darujemo
vsem bližnjim in da smo hvaležni. Hvaležni stvarniku, ki nas je ustvaril na čudovit način in ki je ustvaril čudovit planet, na katerem živimo lahko čudovito življenje. Samo ljudje, ki so zvesti ljubezni, bodo tudi naselili to zemljo in jo spremenili dobesedno v raj. Ljudje, ki ne bodo ljubezen, bojo zboleli in nažalost tudi umrli. Vendar imamo vsi svobodno voljo. Evangelij je za vse narode, za vse ljudi sveta. Evangelij je radostna vest, da lahko živimo, se radostimo, veselimo, rojevamo brez bolečin, živimo brez bolečin, kreiramo z radostjo in živimo in spreminjamo ta planet res v planet obilja, radosti, lepote in miru. In ne zmaga ljubezen do življenja, ne zmaga radost, ne zmaga zdravje v nas, vsakomur od nas. To je moje sporočilo danes, da je življenje ljubezen, da je to pesem življenja, kadar smo ljubezen. In če smo ljubezen, pojemo svojo pesem, pesem ljubezni. In ne bo veliko lepih pesmi v nas, med nami in okrog nas. To srčno želim, da bi vsak živel svojo pesem ljubezni. Hvala lepa za vašo pozornost.